Mislim, da sem, če se ne motim, pri 78. Kaj pa to, ko v Ljubljani pri polnemu soncu dež pada? What the fuck's going on here? Why is it fucking raining? Goddamn rain. I don't know why is it raining, huh? Glav, nima veze, Twingo te vračam. Pome bo pa pršel... Mislim... Tega človeka pa res ni treba predstavljati. Kam ne jaz to beštjo dam? Daj tlele. Mnogo je fajn, kaj ta avto tako mehen, ne? Obrneš ga škatlc česa. Žgac. Lahko. Se je le prikazal, a? Kaj pa farba v divice? Kje so, ne? Je pink, ni pink, srebrna, kaj je to? Kje si safari man? Kje si ti rekel? Ta divica kaj poštimana, Jure? Ja. Kaj je to bakar farba, kao? Ja, pa... Experience to hudo oprema, veš? Pa eno glupost sem naredil, ne? Svoj telefon, unga s katerim kličem, sem pustil parirati v avto. Pa to sploh ni tako važen. Leja. Adijo, Nina. Mal je naroden, veš, ne vem zakaj. Zdaj pa tako številka 1, najprej moram priti spet v telefona, številka 2, pobrati moram test na avto. 31 stopinj v Vinici. Zdaj situacija je taka, na Avto Triglavu si rekel, lej Ciril, imamo dva rdeča avta, ali ti lahko zbereš, katerega boš vzel. Zdaj, ker sem tale strup na moji levi že imel, pa ga precej dobro poznam, sem se raje odločil za tega modela. Jeep Renegade je en tak majhen SUV, ki sploh ni toliko SUV, je vse malo bolj Jeep. Karakterja pa nima dosti manj Alfa. Mislim, sploh ne vem, če ga imam manj. Če ga nima celo več. Najprej se banci, so se kar potrudili. Zdaj ta avto sam po sebi ni nobena velika novost, zato je že nekaj časa na trgu. Ampak v komu minuti ga pa jaz še nisem imel, tako da se mi je zdeli din fair, da ga pripeljem, pa kaj o njemu povem. Veš pa kar dobro zdaj tale Renegade, a? Mislim, da je to ene tistih avtov, ki mu kar vsak kot dobro paše. Veš, tudi ta je dober. Stuki tudi. Dajmo reči 15 metrov na en odboj. Škarem pa zdaj na igrišču, na katerem sem jaz odraščal, na katerem sem dal prvi koš, pa tudi večina ostalih. Še se zdaj spomnil. Se mi zdi, da je tole premierno, da imamo komuter minuti majico brez rukavov. Ja barva, ne barva, ja barva, ne barva, ne barva, ja barva. Če koga zanima, kje je ta igrišče, to je igrišče za osnovno šolo Janko Kersnika na Brdu pri Lukovcu. Na desno Furman, pa Smrkolova hiša, pa gostilna pri Belc, ne, če ste fani krvavic, pečenic, ni boljših kot tukaj. No tukaj se gre pa na Brdo, le. Ja, bi verjel, da sem se jaz v zadnjem kolesu samo z eno roko na balanci vozil od tukaj pa do točen tukaj. Maš koliko njih zanimivih zgodb si na teh igriščih odvil? Tavžent mi ljavžent. Ampak jaz sem na tako štorijo, ko mi je ponovadi noben ne verjame. A bi ti recimo verjel, da sem jaz na točno tem igrišču s črte za proste mete na koš vrgel 200krat in zadev 195krat? Takrat sem imel samo 3 priče. Tole žogo, Gizmota, pa telefon, ki je posnel polovico. Kako to misliš polovico? A veš, najprej sem prišel na igrišče, pa sem za foro rekel, da bom vrgel 100 prostih, pa sem jih zadev 97. In pa sem rekel, ajde, da ponovim, mogoče jih bom še enkrat toliko zadev. Pa sem nastavil telefon na tla, začel snemati in sem jih od 100 zadev 98. In če hočeš ta posnetek najti, greš samo na YouTube, pa mislim, da vtipkaš 100 podčrtaj prostih. Mislim, da nekaj tazga. Mislim, da sem, če se ne motim, pri 78, 76, pa je telefonski klic prekinil moje metanje, tako da zdaj meče naprej. 78, 76. Mislim, da je točen, no. Basketaši, vi boste po mojem malo bolj pozorni, ne? Ampak po mojem je oteževalna okoliščina, da sem si sam hodil po žoge, predvsem pa, da obroč nimam režce. Za kaj več pa, kot sem rekel, pejte na YouTube, v iskalniku pišite 100 podčrtaj prostih.